Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Prvi izmed revirskih županov, ki se je letos oglasil k nam v studio, je trboveljski župan magister Zoran Poznič. Gospod Poznič, dobrodošli v studiu televizije ETV. Hvala za povabilo. Gospod župan, pa začniva pri eni izmed v lanskem letu bolj perečih tem, to so cene daljinskega ogrevanja. Kakšna je trenutna situacija potem, ko ste zamenjali direktorja? Nismo zamenjali direktorja, ampak je direktor sam odšel, tako da zdaj že en teden Komunala Trbovlje deluje pod novim vodstvom. Verjetno se ljudje zavedajo, da spremembe niso možne čez noč, predvsem zaradi tega, ker je veliko stvari bilo narejenih v zadnjem mesecu pred spremembo. Tako da se trudimo, lahko rečem, iz petnih žil, da čim prej saniramo različna področja, s katerimi je Komunala v resnici operirala v mestu Trbovlje. Tako da seveda še enkrat nič ne gre čez noč. Moram pa reči, da cene ogrevanja sedaj takšne, kot so, se bodo še nižale. Jaz upam, da vsak mesec vsaj malo. Tako da potem v drugi kurilni sezoni, zaradi že sklenjenih pogodb in tako naprej, da v letu, se pravi jeseni leta 2024, pridemo pa do res enega vzdržnega stanja. Tako da bo potrebno še malo stisniti zobe. Tako da se obetajo kar velike spremembe. Proračun občine je usklajen in sprejet, del tega je tudi participativni proračun. Kakšen je bil odziv na to vašo pobudo? Res je, lani jeseni smo zagnali ta projekt. Rekli smo si, da leta 2023 to naredimo na en način poizkusno, da potipamo tudi javnost, interes krajevnih skupnosti, občank in občanov za takšne, da tako rečem, projekte, ki ne bi v letih, ki so pred nami, prerasli v veliko več, kot so sedaj. Tako da z izkupičkom lanskega leta ravno nismo zadovoljni, ker je bil samo en projekt primeren, da ga uvrstimo v ta razrez. Tako da letos pospešeno pripravljamo okvir za letošnje participacije, če jim lahko tako rečem, in seveda tudi poskušamo čim prej tem bolj obvestiti našo javnost o tem, kaj se pričakuje, koliko denarja je na voljo in kakšni projekti se lahko uvrstijo v participativni proračun. Kateri projekt pa je bil ta, ki se je pa uspel uvrstiti skozi sito? To je projekt ene krajevne skupnosti, ki smo ga potrdili in je tudi v tiste razpisne dokumentacije popolnoma bil primeren. Tako da ne bi zdaj poimensko, o katerem projektu se je šlo. Tako da začelo se je. Je pa, to sem pa jaz tudi sam opazil, da je pa to stvar seveda odnosov, informiranja, ker več kot informacij, bolj ljudje vejo, kaj lahko in kaj se ne da. V skrbi za okolje pa ste postavili kar nekaj manjših novosti. Mednje zagotovo štejejo ekološki otoki na podeželju, mislim, da jih je nekje 13 na novo postavljenih oziroma renoviranih. Potem so tu lesene klopi na avtobusnih postajališčih. V lanskem letu ste jih zamenjali in pripravili kot bolj prijazne uporabnikom lokalnega mestnega prometa. Obnovili ste sončno uro v mestnem parku in pa seveda ne smemo pozabiti tudi na otroška igrišča. Res je, to so sicer na prvi pogled drobni posegi, drobni projekti, ki pa v resnici ljudem veliko pomenijo. Sploh kar se tiče ekoloških otokov, lansko leto smo dokončali, na novo postavili še v okoliških krajevnih skupnostih, se pravi, mi jim rečemo, to so, se pravi, Podkum, Klek in tako naprej, v okoliških hribih naših. Tako da smo zdaj pokrili celotno področje občine z temi otoki, kar je v resnici izredno pomembno. Drobne ljudem včasih veliko več pomenijo kot visokoleteči projekti, ki so vedno malo v oblakih.
Tako da skušamo res Trbovlje počasi pripeljati do tistega, da bomo res lahko rekli, da je ne samo okolju prijazno mesto, ampak predvsem našim občankom in občanom. Ste pa tudi, oziroma postajate samooskrbna občina, nekaj sredstev ste že namenili samooskrbnim elektrarnam. V kakšni fazi so te elektrarne, kje so postavljene oziroma bodo postavljene in pa kaj pričakujete pri prihranku energije? To je projekt v izvedbi, sicer na začetku, in kot vsi racionalno razmišljajoči ljudje moramo tudi mi stopiti na to pot, ker energenti iz fosilnih goriv cenili se ravno ne bojo. Tako da je edina pot, da se opremo v resnici na naravne vire, in prvi naravni vir je seveda sonce. Tako da mi sedaj čakamo še na razpise v Ljubljani, na ministrstvu, kjer imamo pripravljenih, mislim, da 12 projektov samooskrbnih elektrarn po javnih zgradbah v mestu Trbovlje. Tako da po vseh predvidevanjih ne bi ta projekt bil dokončan do konca leta. Ampak del celotnega tega projekta je pa tudi lokalni energetski načrt. Zanimiva kombinacija besed, ki jo pa verjetno marsikdo ne razume. Gre se za to, kot sem dejal že na začetku pri prejšnjem vprašanju, da v čim krajšem času postanemo čim bolj samooskrbni in da ta samooskrba ne pomeni dodatnega onesnaževanja okolja, ampak popolnoma nekaj drugega. Tako da vsi ti projekti, ki so bili mogoče nastavljeni in zamišljeni, kar se tiče kurjenja na pelete in tako naprej, so sedaj nekako ostali v rezervi in zdaj naš glavni motiv in glavni cilj je to samooskrbo čim bolj zagotoviti z čisto zeleno elektriko. Mislim, da nam bo uspelo. Pa v tem pogledu za občanke, občane pripravljate tudi kakšne posebne subvencije ali je to stvar? Te subvencije že obstajajo in za sončne elektrarne na individualnih hišah in tudi seveda za toplotne črpalke. Mi sedaj tudi pričakujemo eno študijo o izvedljivosti še nekaterih drugih projektnih nalog, tako da bomo vsem tem, kar se pripravlja, tudi promptno obveščali javnost. Pa se dotaknejo še malce infrastrukturnih projektov. Verjetno je poslovna cona Lakonca en izmed tistih, ki bo še v naslednjih letih na prioritetni listi občine. V kakšnem trenutku v kakšnem stanju je trenutno projekt in pa kakšna je primarna vloga občine? Primarna vloga občine v tem ogromnem, velikem, največjem projektu, kdajkoli začetem v občini Trbovlje od nastanka, je ta, da zagotovi komunalno opremljenost celotnega prostora, kjer bo potem nastajal na en način industrijski park z glavnim nosilcem, seveda Devosoftom in mestom akrobatov. Tako da zdajle, čez mesec in pol, pričakujemo sedaj ta naš razpis iz sklada za pravični prehod. Teh 7,5 milijonov, ki predvidevamo, da jih bomo iz tega razpisa dobili, v resnici namenimo za to komunalno opremljenost celotne površine na levem pobočju mesta, se pravi pod Retjem, od Bukove gore pa potem tja gor do Neže. Tako da bi se začelo lahko graditi takoj na začetku drugega leta, tako da tudi tu gre kar hitro, sicer se zatikajo zaradi raznih birokratskih ovir različne stvari, ampak še vedno smo znotraj časovnice, še vedno vse teče in jaz ne vidim tu v prihodnosti bližnji,
kakršnih koli uvir. Poleg mesta akrobatov so svoj prihod v to poslovno cono napovedala tudi druga podjetja. Nekatera so že odkupila zemljišče, nekatera se še verjetno pripravljajo. Boste tudi njim pomagali s komunalno ureditvijo? Seveda, ta komunalna opremljenost, da si bodo ljudje lažje predstavljali, gre se za vse glavne vode, se pravi za kanalizacijo, za elektriko, za širokopasovne povezave, za vodo, za asfalt, za parkirišča, za javno razsvetljavo. V resnici tam gor bo začelo verjetno že letos nastajati tisto, čemu res sam rečem Novo Trbovlje. Vse gospodarske družbe, ki se bodo pač umestile v ta prostor, seveda bojo deležne teh beneficij, ki jih bo ta 7,5 milijonski projekt občine Trbovlje prinesel s sabo. V stanovanjski politiki ste v lanskem letu naslovili precej velik izziv, to je prenova kompleksa Kolonija Niva. Nekaj se je že začelo premikati. V kakšni fazi je projekt in pa kdaj predvidoma lahko pričakujete oziroma se pričakuje, da bodo prva stanovanja pa le na voljo posameznim uporabnikom? Kar se tiče projekta Niva, je mnogostranski, če lahko tako rečem. Na Nivi ne bodo samo stanovanja, ampak bodo še druge vsebine, med njimi recimo tudi hotel, tudi kakšna galerija, turistično-informativni center, restauracija, marsikaj. Projekt je trenutno v fazi izdelave vseh potrebnih dokumentov v prvi hiši. Sedaj tudi kandidiramo na evropskem razpisu za ena dodatna sredstva in skupaj s Spektrom smo že opravili tudi razgovore in pogovore še z 3 preostalimi lastniki, ki so še lastniki v tej zgradbi, tako da tudi to teče naprej. Na mojo žalost in frustracijo, kar se mene tiče, veliko prepočasi, ampak takšnih so pač zakonski okviri, birokratske zahteve. Kot vidite, velikokrat rečem birokracija, ampak nažalost ena takšna država kot je Slovenija z vso svojo pravno ureditvijo zahteva pač, da se držimo vseh postopkov, vseh rokov in zato gre mogoče malo prepočasi, vsaj za župana prepočasi. Verjetno bi si tudi marsikdo želel novega stanovanja čim hitreje. Pa vendarle, poleg Nive so v planu še kakšne druge izgradnje oziroma planirane gradnje stanovanjskih kompleksov, mogoče malce bolj na obrobju mesta? Je tako. Tako da nekaj se že začenja premikati v bivšem IPOZ-u. Zdaj smo sredi razgovorov z različnimi interesenti za odkup lokacije pri toplarni, kjer ne bi se tudi gradil stanovanjsko-poslovni objekt. Potem je tu še kar nekaj stavb, ki jih bomo prenovili po sistemu javno-privatnega partnerstva, tako da tudi tu se premika. Ampak zopet, po moje, vse prepočasi, ampak tako pač je. Če se premika, to pomeni, da stvari enkrat verjetno bodo pa le na voljo našim oziroma vašim občankam in občanom. Da ne rečem nekoč nekje, bodo, vsekakor bodo. Ampak vaši občanke in občani so pa z mešanimi občutki sprejeli napoved prenove mestnega jedra z podrtjem, odstranitvijo paviljonov in pa potem selitvijo vrtca in pa glasbene šole v prenovljene prostore mehanike. Kaj dejansko je na tem, glede zadovoljstva oziroma nezadovoljstva in pa seveda, ali obstajajo še ovire, da bi se ta projekt lahko pričel? Ne obstaja več ovir, vsaj kar se tiče podrtja paviljonov, tako da paviljone začnemo podirati zelo kmalu. Jaz tu do mene ni prišel nikakršen izraz, kakršnokoli nezadovoljstvo glede tega.
In koliko res spremljam in koliko res komuniciram z ljudmi, tu vlada en splošni konsens, da se to postori in naredi čim prej. Zdaj urejamo tudi dokumentacijo, da že letos preselimo lekarno v zgradbo hotela bivšega. Tako da to bo letos postorjeno. Tam gor bomo dobili naravno platformo, ki jo bomo začasno zasadili z zelenjem, mogoče postavili celo kakšne klopi. Pa potem videli, kako se bo čez cesto razvijal projekt umestitve, kot ste že dejali, glasbene šole in pa vrtca v bivšo zgradbo mehanike. Definitivno pa bomo letos začeli z rušenjem, z odstranitvijo vseh starih objektov okrog tega betonskega stolpa mehanike, tako da tudi na tem področju kar z velikimi koraki naprej. Mogoče še informacija za občanke in občane, napoved prenove parkirišč na železniški postaji. Bo to potekalo sočasno z pričetkom prenove železniške postaje, ki je sicer v domeni države, ali to samostojni projekt, ki bo pač potekal mogoče malce prej, mogoče malce kasneje? To je projekt, ki se nanaša sočasno na prenovo železniške postaje, ki bo, moram reči, v tem trenutku, da se je zamaknila z izgovorom poplav, ne? In so samovoljno, brez da bi nas vprašali, v resnici so Slovenske železnice vse skupaj zamaknile skoraj za leto in pol. Tako da jaz pričakujem, da se resno začnemo s tem projektom ukvarjati šele drugo leto. Dogovoreno je pa že bilo, da se to začne letos. Ampak poplave, vseobsegajoče poplave so odnesle marsikaj, marsikakšen rok, marsikakšno delo ne bo opravljeno v dogovorenem času in tako naprej. Ja, očitno lahko pričakujemo, da se bodo tudi marsikatera dela zamaknila, glede na to, da so ujme, ki nas pestijo v zadnjih letih, precej hude in pa zelo nenapovedane. Ne, jaz govorim o tem, da so zdaj poplave, ujme, v resnici postale v državi upravičilo tudi za pišmeuhovstvo, različne druge nedejavnosti, nesmotrnosti in tako naprej. Da je to včasih tudi prazen izgovor. Ko smo že pri izgovorih, v Trbovljah so zaokrožile govorice, sicer malce čudne verjetno, da se bodo naselili v Trbovljah migranti, številka impozantna 300, drži? Seveda ne drži. Do župana ni prišlo nobena informacija, ne uradna, ne poluradna o teh stvareh. Mi smo se navkljub temu pozanimali pri vseh mirodajnih organih, čakamo še na odgovore, ampak Trbovlje nima niti nastanitvenih možnosti, Republika Slovenija nima v Trbovljih nobenih nastanitvenih možnosti. In me prav zanima, odkje te govorice, te manipulacije z javnostjo v bistvu izvirajo. Torej, lahko zagotovim vsem občankom in občanom, da ni popolnoma nič na tem. Gospod župan, za zaključek pa še malce bolj k prijetnim informacijam. Občina Trbovlje je namenila precejšnja sredstva za sterilizacijo mačk. Čemu ste naslovili ta ukrep? Zato, ker mislimo, da je končno potrebno narediti en korak naprej pri varovanju, pri skrbi za male živali, pri vsem tem, kar se nam dogaja na tem področju, s koncesijami in tako naprej. Je to vsaj en droben poizkus tega, da ljudem pokažemo, da nam je mar, vsem skupaj. Saj občina je namenjena temu, da ljudem pomaga, omogoči, jih suportira. Tako da mislim, da je to zopet eden izmed tistih drobnih stvari, ki veliko ljudem, moram reči, ker dobivamo samo pozitivna mnenja, veliko ljudem pomaga in jim daje možnost, da postorijo tisto, kar mogoče nekateri prej niso imeli.
Pa še zadnje vprašanje. Vi ste prva izmed revirskih občin, ki je že objavila razpise za sofinanciranje društvene dejavnosti in pa nevladnikov. Koliko sredstev jih boste v letošnjem letu namenili in pa ali so kakšni posebni razlogi, da bo mogoče dobil kdo več, kdo manj? Posebni razlogi seveda ne smejo obstajati. Razlogi so, da tako rečem, ne razlogi, ampak pogoji so za vse enaki. In kdo pač po sistemu, ki je sedaj uveden, je upravičen do sredstev lokalne skupnosti, jih bo pač prejel. Kar se tiče pa višine, je pa občina Trbovlje v zadnjih letih izredno zanemarila področje in kulture in športa in mi se res trudimo, da v okviru teh drobnih možnosti, ki jih imamo znotraj našega proračuna, zagotovimo več sredstev. Tako da za letošnje leto je namenjenih 15% več sredstev. Moramo se pa zavedati recimo, da samo sodni stroški za poravnavo v primeru projekta Unično, predstavljati se, da teh 250 tisoč evrov kaj bi pomenilo recimo za družbene dejavnosti. Tako da tudi na tem, kot sem dejal že na začetku, bo potrebno stisniti še malo zobe, ampak mislim, da gremo v pravo smer, ker kultura, umetnost in šport so v bistvu trije temelji, ki so, da tako rečem, občina Trbovlje. Vedno smo bili znani po tem, vedno smo bili kvalitetni, vedno smo bili pri vrhu na marsikaterem področju in če drugega ne, je naša dolžnost, da celotno skupnost zopet postavimo tja, kamor spada in to je nekam na vrh. Seveda so zatika, seveda so problemi, ampak problemi so v resnici zato, da se rešujejo. Gospod župan, hvala za vaše odgovore in pa želim vam vse dobro in pa uspešno v letu 2024. Hvala tudi vam. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa nasvidenje do naslednje oddaje Župan pred mikrofonom.